Smo v Celovcu, z nami je znani koroški zgodovinar Teodor Domej. Naš namen je, da malo raziščimo tukajšnje vzdušje in ozadje tega, kar se je dogajalo na Peršmanovi domačiji. Naredili bomo nekaj intervjujev, si ogledali razstavo o koroških Slovencih Hinšaum, poglejmo, ki je tukaj za nami v Koroškem pokrajinskem muzeju. In upamo seveda, da bomo iz tega lahko naredili eno zanimivo informacijo za naše gledalce. Torej, Teodor, kakšen spomenik je tole? To ni spomenik, to je pravzaprav odgovor na spomenik, ki stoji sredi Celovca in hoče spominjati na žrtve jugoslovanske zasedbe 45. leta. In pri tem spomeniku so pa izrezali dve besedi. In sicer v glavnem besedo partizan, ker je ta spomenik tako rekoč zvalil vso krivdo na partizane in tako rekoč črtal vse tisto, kar je bilo pred 8. majem 45. leta na Koroškem. Torej je to umetniška intervencija, ki čaka, da se tudi uresniči na kakem drugem prostoru, ne pa samo pred muzejem. Na Koroškem imamo tako rekoč na stotine spomenikov. In seveda so spomeniki tisti, ki v javnem prostoru opozarjajo ali pa skušajo tudi pokazati zgodovino v določeni luči, in na Koroškem je dosti spomenikov takih, ki Slovence tako rekoč popolnoma ignorirajo ali pa jih postavljajo v temno luč zgodovine. To je pravzaprav, govorimo o ljudeh, ki so jih po vojni partizani odvedli v Jugoslavijo, kar je bila to je skupina približno 100 ljudi, ki jih je voz vzel s seboj in jih usmrtil v Mežiški dolini. Torej izvensodno, in ta zločin, bi se ja tudi lahko tako reklo, je zatemnil vse drugo, kar je bilo na Koroškem do 45. leta v prvem planu. Torej, ves nacizem, vso nasilje proti slovenski manjšini, in je samo ta akt, lahko bi rekli maščevanja, postavil v središče pozornosti, ki se ga seveda mora raziskati in oceniti, vendar ne gre tako, da samo eno stran pokažeš v negativni luči, seveda drugo mora pa biti v zgodovinskem kontekstu, ampak ti zgodovinski obrati, postavljanje nečesa v središče, brisanje drugega, je del revizionizma, ki ga ves čas doživljamo v takih krajih, kot je Celovec in kot je Koroška, pa še posebej. Pač gre za zgodovinski spomin in kdo ima pravico ugotoviti, kaj je zgodovina in kaj ni zgodovina. In kdo ima prav v zgodovini in kdo nima prav. In kdo je zločinec in kdo storilec in kdo je žrtev. Vedno se gre recimo okoli tega in tudi o oblikah maščevanja, ali je to smiselno ali ni smiselno, ali je to pravično ali nepravično. Dobro, Teodor, mi bomo sedaj nadaljevali pri nekem drugem spomeniku. Tukaj stojimo sedaj pred originalnim spomenikom, ki spominja na žrtve, kot na spomeniku piše, partizanov v drugi svetovni vojni in tik potem. Postavili so spomenik v društvu koroških brambovcev, torej organizacije, ki se zavzema za spominjanje na koroške obrambne boje ali pa koroške mejne boje med letom 1918 in 1920, vendar si je vzela organizacija v zakup tudi celotno zgodovino narodnostnega konflikta na Koroškem. Spomenik stoji sredi mesta,
na enem izmed najbolj eksponiranih trgov, na tako imenovanem stolnem trgu v Celovcu pred koroško stolnico, Celovško stolnico, in na tem mestu je bila nekoč kasarna, še prej pa jezuitski kolegij. V kasarni je 45. leta imela svojo glavno komando tista skupina jugoslovanske vojske in slovenskih partizanov, ki je prišla 8. maja v Celovec.